Will you put your hands down? Put your head up, play! Lep pozdrav vsem, moje ime je Matej Petek, čez trenutek ali dva pa se mi pridruži še Marko Križman, s katerim so za vas naredila napovednik nocojšnje 6. tekme velikega finala. Še bolj kot napovednik pa sva spregovorila o vseh vidikih poškodbe Kevina Duranta. Poškodba, ki ne bo vplivala samo kot kaže na ugled Warriorsov pri igralcih, ki bi morda želeli prestopiti v prihodnosti njihov klub, temveč tudi na letošnji morda zgodovinski prestopni rok. Ta poškodba bo imela dolgoročne posledice na ligo. Ne zadnje, sedaj vsaj eno leto, morda pa še dlje, ne bomo na parketih videli Kevina Duranta. LeBron James je že star, številka 1 in številka 2 zadnjih 10 let ne bosta v naslednjih letih več številka 1 in številka 2 NBA lige. Menjajo se generacije, čas in poškodbe dajo svoje in morda bo to finale, ta tekma in morebitna 7. tekma, morda boste ponudili tudi odgovor na to, kdo bo naslednjo sezono obraz lige NBA. Kawhi Leonard ali Steph Curry. Če Kawhi Leonard popelje Toronto do prvega naslova prvakov, potem bo to nedvomno on. Če pa Steph Curry kot najboljši igralec Golden State Warriorsov poskrbi za zgodovinski preobrat in popelje svoje moštvo do naslova prvakov, potem pa Steph ne bo znan samo kot najboljši ostrostrelec vseh časov. Začeli bomo se pogovarjati o tem, kje sodi na lestvici najboljših igralcev vseh časov. Skratka, veliko je na kocki, preden začneva, tako kot vedno, bi vas prosil, če se lahko naročite na naš Sportinfo.si YouTube kanal, če lahko všečkate tale podcast na našem YouTube kanalu in če lahko seveda isto storite tudi na naših SoundCloud in iTunes platformah. Tudi komentarji so dobrodošli, na svojem profilu lahko delite tale podcast in nam tako pomagate, zato bomo še bolj hvaležni. Zdaj pa, da ne bom izgubljal časa, to ni tisto, kar vas najbolj zanima, tisto, kar vas najbolj zanima je pred nami. Skratka, gremo kar veselo na delo. Take a look at what the industry did to me. I was drinking Hennessy and then I had an epiphany. Got me thinking I should kill him and I'm saying it literally. Middle fingers to my enemies, I'll give him this energy. Got a horse. Marko, pozdravljen, živo, lep pozdrav Celje, kako si, kako gre? Zdravo, Matej, odlično sem, kaj pa ti? Gre, pripravljen za delo, vem, da ti tudi in da se ti tudi že počasi mudi, tako da ne bova zgubljala časa, ker peva veselo na delo, kot sem rekel že v samem uvodu. Danes po noči 6. tekma, o tej tekmi bova spregovorila malce več kasneje, ampak začeti pa morava s tistim najbolj pomembnim dogodkom, ki bo nedvomno odmeval še dolgo časa, ki bo imel kratkoročne in dolgoročne posledice na mnoga moštva v ligi, ki bo ne nazadnje res močno vplival na letošnje poletje in prestopni rok. Vsi smo samo čakali, kje bo namreč Kevin Durant nadaljeval kariero. Bo združil moči v New Yorku s Kyriem, bo morda združil moči pri Knicksih ali pri Netsih. Obe moštvi sta se omenjali med resnimi kandidati za prihod obeh igralcev. Pa ne samo te dve moštvi. Z Durantom so povezovali številna moštva. Vsi smo že debatirali o tem, kje bo Durant naslednjo sezono igral, še posebej po tistem vodstvu s 3-1. Potem pa seveda 5. tekma. 5. tekma je tekma, o kateri bomo nedvomno govorili še zelo dolgo časa. Bila je izjemna tekma, ampak tudi ta poškodba Duranta jo je seveda močno zaznamovala. In Marko, res, ta poškodba večkrat, ko pogledam posnetek, bolje friki. Ja, poškodba je bila res čudna, brez nobenega kontakta. En crossover je Durant naredil, se naslonil na desno nogo, čisto nobenega kontakta, res čudno. Jaz mislim, da je bila zelo majhna možnost za takšno poškodbo in žal se je ravno to zgodilo. Pravzaprav minimalen odriv. Predtem je bilo recimo zanimivo skoraj, da vsi koši, ki jih je dosegel, vse trojke, ki jih je dosegel, so bili catch and shoot koši. Torej, metal je po sprejemu žoge, brez premikanja, brez driblinga. Potem pa, kot si ti rekel, en simpel, res preprost crossover move in rahlo se je mogel pri tem crossover move na levo, z desne noge odriniti in bum. Ahilova tetiva počla pri res tistem prvem, rahlem, bolj intenzivnem gibu, ampak še vedno povsem osnovnem gibu, ki ga na vsakem treningu vsak igralec naredi 10-krat, 15-krat, 20-krat, ne vem kolikokrat, res. Preprost crossover, med nogami crossover v desno, bum, poči tetiva. Matej, ravno pri tem crossoverju se mi zdi, da se je Durant nekako sprostil. Preko je vrgel 2 metra iz pol razdalje, prvi je bil airball, drugi je komaj taknil
prvi del obroča, zares zelo, kako bi rekel, zelo neznačilno za njega, on zadeva te mete sporo zdalje, kot da bi se zabijal. In tam smo videli, koliko on pazi na nogo, da je z glavo bolj pri mišici, pri poškodbi kot pri igri. In prvi akciji, ko se je sprostil in naredil neko potezo, ki jo dela normalno na vsaki tekmi, je pa bilo konca. In da je prišlo do takega dogodka, seveda pomeni, da on je bil daleč od tega, da je bil pripravljen za igro in da neverjetno, da ne bi smel igrati. Številni nekdanji igralci po tem dogodku seveda v medijih iščejo krivce in mnogi s prstom kažejo na Golden State Warriors, na njihovega GM-a Myersa, tudi na Kerra, trenerja Steva Kerra, tudi na lastnika Lacoba. Skratka, na vse vodstvene strukture, na njihovo zdravstveno službo kažejo s prstom, kako so lahko dovolili kaj takega. Vendar ne gre samo za to, da so oni to dovolili, tudi KD, Durant je sam potrdil, da je on želel igrati. In tukaj bi jaz, recimo kot neko izhodiščno točko, potegnil eno primerjavo s Kawhijem. Glede na to, da ravno s Kawhijem in njegovimi Toronto Raptorsi, Golden State Warriorsi igrajo zdaj za naslov prvaka. Razlika med Kawhijem in Durantom je tudi v tem, da en posluša ne samo medije, ampak tudi družbene medije, tudi kaj se govori od Twitterja, Facebooka, Instagrama in vseh mogočih platform, Reddita. KD vse to posluša, Durant vse to posluša, ne samo da posluša, prepira se z navijači na vseh teh omrežjih, pa ne samo iz svojega profila. Vemo, da so ga celo razkrili, da je uporabljal lažne profile, burner accounte in iz njih pisal, kako dober in pošten je KD in vse mogoče. Skratka, vemo, da gre za občutljivega igralca, psihično občutljivega, preprosto ogromno mu pomeni, kaj govorijo drugi, kaj govori zadnji človek na svetu, KD to posluša in še bolj posluša, kaj govorijo v medijih. In v zadnjih tednih, seveda, kaj se je govorilo? Govorilo se je samo o tem, da Klay Thompson stisne zobe, Kevon Looney stisne zobe, celo DeMarcus Cousins ni še vedno pripravljen za igro, vidimo, da se namreč komaj premika. Ampak govorilo se je samo o tem, kako vsi, še posebej Klay Thompson, ki si je prav tako nategnil mečno mišico, stisne zobe in igra. KD pa ne, on pa že razmišlja o tem, kje bo naslednjo sezono igral. In to mu je očitno prišlo do živega. In zato sem omenil recimo Kawhija, tudi o njemu se je zelo podobno govorilo tisto sezono pri Spursih. On je trdil, da ni pripravljen za igro, kljub temu, da so vsi zdravniki, zdravniška služba Spursov, vodilne strukture Spursov, konec koncev igralci. Tony Parker je javno govoril o Kawhijevi poškodbi, jo primerjal s svojo, dejal, jaz sem imel 100-krat hujšo poškodbo, pa igram. Kawhi pa ne vem, kaj je z njim. Bože. Mislim, dobesedno brez precedensa so bili taki dogodki, tak pritisk na Kawhija, da bi zaigral. Tudi v medijih so ga vsi obsojali, da je to čudno, da zaradi udarca v mečno mišico, v stegensko mišico pravzaprav pri njemu ne igra, da ne gre za poškodbo, zaradi katere ne bi igral, da se izogiba, da se celo skriva pred vodilnimi iz kluba, ker je del svoje rehabilitacije opravljal v New Yorku, in ko so ga prišli obiskati iz kluba, ljudje okoli Kawhija preprosto niso dovolili, da bi se te ljudje iz kluba srečali s svojim igralcem konec koncev. Šlo je res za enega izmed bolj bizarnih dogodkov lanske sezone, ampak kar želim povedati, tista glavna poanta, Kawhiju ni nič prišlo do živega. On ni na družbenih omrežjih, ne ga prav malo briga, kaj se o njemu govori v javnosti, kaj o njemu govorijo mediji, ne ga zanima samo to, da igra košarko in da je pri tem zadovoljen. Ravno poslušal sem njegovo tiskovno konferenco, zadnjo tiskovno konferenco pred nocojšnjo tekmo, in Kawhiju je oče v mladih letih tragično umrl, nekdo ga je umoril v avtopralnici, ustrelil pri poskusu ropa. In Kawhi recimo je govoril ravno o tem na tej tiskovni konferenci, kako zaradi tega se je povsem spremenil njegov vidik na življenje in kako je košarka neka stvar, ki jo rad počne, ampak ki niti približno ni tako pomembna kot družina, zdravje, prijatelji. Skratka, prioritete ima nekako, če temu tako rečem, pošlihtane, ima urejene. In se mi zdi zanimiv ta citat, Marko, pa ga lahko morda za sekundo sam poslušamo. As I got older, I just pretty much really stopped thinking about it. But I think it just gave me a sense of feel that life and basketball are two different things. And, you know, just really enjoy your time and moments. And
like I always say, just this is basketball. Just go out there and have fun. These are going to be the best years of my life playing this game. And I mean, being 27 is this young, you shouldn't be stressing in life, about things that really don't matter. As long as your family's healthy, you're able to see the people that you love, and you're able to, walk and run. You're not injured. So all those things are accountable. Go out here, lay it all out on the floor, do the best job I could possibly do, and, try to win. In to je, mislim, da tista glavna poanta. In na drugi strani Durant, ki je prav tako kot Kawhi imel težko otroštvo, pa vendarle ima povsem drugačen prestop. In Kawhi je tisto celo sezono s Spursi izpustil letos, 22 tekem v rednem delu sezone izpustil, več kot četrtino sezone počival, zaradi tega recimo izpadel iz bitke za MVP-ja, ni bil niti v pogovoru za letošnjega MVP-ja in sedaj v končnici se mu to obrestuje, splača. Vsi tisti mediji, vsi tisti družbeni mediji, vsi profili, ljudje, ki so ga leto nazaj ali pa še letos pljuvali, ga zdaj hvalijo. KD pa preprosto nima te enake perspektive, nanj trenutno poročanje, trenutno mišljenje javnosti do te mere vpliva, da igra. In ne moramo reči samo, da je kriv klub, kriv je tudi KD. No, koliko kriv KD, on je kakršen je. Jaz mislim, da je tle malo večje krivda na strani kluba. Veš kaj, predvsem zato, ker klub ni nikoli rekel, zdaj bomo pa dali Durantu, kolikor počitka rabi. Oni so rekli, verjetno se bo vrnil nekje sredi finalne serije. In mislim, da v druge, tretje tekmi so ga celo dali na listo tistih igralcev, ki so pod vprašanjem, da bodo igrali. In normalno, da je Golden State dal medijem veliko hrane za kritiziranje Duranta in s tem tudi vršil pritisk nanj. Golden State ve, kakšen je Durant, ve, kakšen karakter ima, ve, kaj se mu poti po glavi, ko bere vse te članke, ki o njemu govorijo oziroma pišejo, kakor pišejo. Verjamem, da en del pritiska je prišel tudi iz tam in tukaj bi jaz dal mičkeno več krivde na klub. Marko, mislim, da je to dobra poanta in poanta, ki je povsem na mestu, namreč, ja, strinjam se, to je tisto, kar bomo presojali v naslednjih tednih, mesecih in tisto, kar bo tudi imelo konec koncev pustilo posledice na ugledu Warriorsov oziroma lahko okvari njihov ugled pri prostih igralcih, ki bi bili morda zainteresirani za prihod. Če ogroziš zdravje svojega najboljšega igralca na tak način, kot si ti, morda sedaj dejal ta interni pritisk v klubu, za katerega recimo ne vemo, kakšen je bil na KD-ja, ampak mislim, da imaš prav, da je bil tudi interni pritisk. Namreč, če bi v klubu recimo dali izjavo, Durant je poškodovan, on ne bo igral v finalu. Že zdaj vemo, da je njegova poškodba tako huda, da ne more igrati v finalu. Upamo, da se vrne zdrav naslednjo sezono, želimo vse najboljše, ampak ne bo igral. Če bi klub to rekel, bi ga s tem povsem osvobodili vsega tega pritiska javnosti. Ampak oni tega niso rekli. Tako da se strinjam, Marko, tudi interni pritisk je bil in mama od Duranta je gostovala na neki oddaji včeraj in ko so jo vprašali, ali ona morda krivi tudi klub, je rekla, prezgodaj je, da karkoli še rečem. Ni rekla ne. In to je tudi ena taka zanimiva stvar, na katero bomo morali gledati v prihodnosti in zato sem seveda že na samem začetku rekel, da bo imela ta poškodba dolgoročne, daljnosežne posledice na Golden State Warriors, na druga moštva, na prestopni rok. Konec koncev gre za drugega najboljšega igralca v ligi, po mnenju nekaterih morda celo najboljšega. V vsakem primeru v zadnjih 10 letih sta bila LeBron James in Kevin Durant 1 in 2. Dva najbolj izpostavljena igralca lige, dva obraza lige, LeBron nedvomno seveda najboljši igralec lige. Konec koncev lani je LeBron še odigral morda celo drugo najboljšo končnico vseh časov za Michaelom Jordanom. Vsaj, če gledamo po številu doseženih točk v play-offu. Samo Michael Jordan je dosegel več točk kot lani LeBron. S tem, da je bil pa LeBron tudi še malce bolj učinkovit. Tista lanska predstava je bila izjemna in je potrdila, da je LeBron v tistem trenutku bil verjetno še najboljši igralec lige, vendar potem tudi izjemna predstava Duranta v samem finalu, ki ga je ustoličila drugič zapored kot MVP-ja finalne serije.
je potrdila, da je, če je LeBron 1, je Durant 2, morda je na trenutke recimo kakšen Steph Curry, ko govorimo o popularnosti, še posebej pri kakšnih otrocih, celo prekašal Duranta ali pa LeBrona. Ampak ko govorimo pa o globalni prepoznavnosti, ne samo v Ameriki, in to združimo seveda s kvaliteto teh igralcev, sta vendarle LeBron in Durant tista glavna igralca lige bila. Konec koncev tudi 3 največji zaslužkarji v ligi v zadnjih recimo 3, 4, 5 letih so ravno LeBron, Durant in Steph Curry. Tako da Steph Curry je verjetno tisti, ki bo zdaj morda nadomestil ta 2 igralca kot obraz lige. Zakaj to temo načenjam? To pa zato, ker LeBron ni več najboljši igralec lige. V tem trenutku to nedvomno drži glede na lansko sezono. V tem trenutku je to seveda Kawhi Leonard. Bomo videli naslednjo sezono, kaj se bo spremenilo, ampak mislim, da LeBron James nikoli več ne bo LeBron James, kakršnega smo poznali v zadnjih 5 letih. Kevin Durant, Marko, kdaj ga bomo naslednjič videli? Matej, glede na to, da rehabilitacija Achillove tetive traja nekje 6 do 9 mesecev, mislim, da bo dovolj previden, da bo spustil kar celo sezono in začel igrati šele v sezoni 2020-2021. Ko gledamo, recimo, koliko časa so ostali igralci potrebovali s podobnimi poškodbami, tisti najhitrejši se recimo vrnejo po 9-10 mesecih, ampak to so bolj izjeme, ki potrjujejo pravilo, da rehabilitacija take poškodbe, še posebej pri višjih igralcih, lahko traja 1 leto ali pa še več, in več kot 1 leto ga zagotovo ne bomo videli na parketih, verjetno pa še dlje časa. In to bo zdaj pustilo nek vakuum. Ker če bi Durant združil moči še z enim odličnim prostim igralcem, in letos bo prestopni trg nor, ogromno odličnih igralcev bo na voljo, ne samo za prestope kot prostih igralcev, ki se bodo lahko povsem svobodno odločali, kje bodo nadaljevali kariero, temveč tudi menjave, tradi. Vemo, Anthony Davis, po mnenju mnogih najboljši center lige, bo na voljo za menjavo oziroma bo zagotovo tradan, verjetno v naslednjih dneh, v naslednjih tednih, po predvidevanjih še pred draftom, tako da tudi o tem še veliko v naših podcastih. Skratka, čaka nas noro obdobje prestopov, ampak Durant zdaj ni več v igri, oziroma povsem možno je, da bo prestopil v nek klub. Bomo videli, Marko. Ja, Matej, res se mi zdi še vedno vreden maksimalne pogodbe, še posebej, ko bomo nekje sredi julija videli, kakšni igralci bodo še vedno dobivali maksimalne pogodbe od klubov, ki niso mogli zvabiti med svoje vrste igralce, kot so recimo Irving ali pa Kawhi Leonard. Malenkost bi se samo še na nekaj navezal, kar si prej rekel, in lahko potem nadaljujemo. Torej, o temu pritisku na Duranta strani kluba vedeti moramo, da vsi klubi v NBA-ju dajo na prvo mesto svoj interes in šele na drugo mesto interes igralca. In zato mislim, da ta poanta, da klub ni kriv, še posebej general manager, ki je jokal pred mikrofon in rekel, če morate že koga okriviti, lahko mene. Ne? V bistvu s tem hotel povedati, noben ni kriv, ampak jaz se javim za prevzeti krivdo. Je kriv, ker se je on odločil za to potezo. In zdaj je Kevin Durant ironično ravno s to potezo popravil svoj ugled in v bistvu svoje soigralce pripravil do tega, da so dvignili nivo obrambe v zadnjih minutah 5. tekme, in nekaj takega lahko pričakujemo tudi v 6. Ja, in s tem bomo mi tudi zaključili, ampak to, kar si še rekel, bi se samo še za trenutek obregnil, namreč kakšni igralci bodo letos dobili makse. Res je. Potem, ko se tisti prvi razred najboljših prostih igralcev, se pravi Kevin Durant, seveda, Kawhi Leonard bo letos tudi prosti igralec, Kyrie Irving, potem mogoče še lahko damo zraven tukaj Jimmyja Butlerja, čeprav tisti prvi razred sta Kevin Durant in Kawhi Leonard, jaz bi dal drugi razred Kyria Irvinga, Jimmyja Butlerja, tukaj zraven še Klaya Thompsona, verjetno bi jaz dal, če ste poslušali zadnji podcast, veste, kako rad imam Klaya Thompsona, bi ga verjetno dal pred Kyria Irvinga in Jimmyja Butlerja. Mislim, da je boljši igralec oziroma bolj koristen igralec od teh dveh in lažje zgradiš, mislim, da šampionsko ekipo s Klayem Thompsonom kot z Kyrijem Irvingom ali Jimmyjem Butlerjem, ampak to je že spet tema za kakšen drug podcast. Ampak prvi razred Kevin Durant, Kawhi Leonard, jaz bom še vedno Kevina Duranta v prvi razred dajal, drugi razred Klay Thompson, Kyrie Irving, Jimmy Butler,
Potem tretji razred, Kemba Walker, Chris Middleton, to so tudi igralci, ki bodo dobivali max pogodbe, čeprav jih seveda niso niti približno vredni. Potem pa že pridemo do igralcev, kot so recimo kakšen Vučević, ki bi lahko dobil max pogodbo od kakšnega kluba, Tobias Harris, prav tako bi lahko dobil kakšno max pogodbo, povsem možno tudi D'Angelo Russell. Bo sicer restricted free agent, ampak bo lahko prestopil. Vsi te igralci recimo prav tako lahko dobijo max pogodbe, niso pa niti približno toliko vredni kot tisti, ki sem jih na začetku omenil, tako da zaradi tega je v ligi ogromno klubov, ki bodo Durantu dali max, ampak udajva zdaj še na tisto stvar, ki sem jo že na začetku napovedal, pa zaključiva z napovednikom te 6. tekme, Marko. Zdaj prva stvar je seveda, kdo bo za Warriors-e nocoj sploh igral. Matej, za Warriors-e bodo definitivno igrali vsi razen Duranta in mogoče Lunija. Mislim, da bi znal stisniti zobe in tudi klub si verjetno želi njega videti na centrski poziciji pred Cousinsom in Bogutom. Nekaj drugega pa bi izpostavil, predvsem tista obramba Golden State v zadnjih minutah, ko so kar leteli po igrišču, tudi poškodba Duranta jim je dvignila krila. Mislim, da se ta nekako momentum zna nadaljevati v 6. tekmo, predvsem pred domačim občinstvom. Jaz mislim, da bodo Raptorsi zelo, zelo težko zmagali 6. tekmo. 7. pa lahko se zgodi karkoli, verjetno bodo favoriti Toronto, ampak ko govorimo o 6. tekmi, jaz dam malenkost več prednosti Golden Stateu, predvsem zaradi te poletnosti, ki jo je dala poškodba Duranta. Ja, zaključek 5. tekme je bil za Warriors res izjemen. Odigrali so odlično v obrambi in v napadu, pravzaprav tekma bi morala biti tam pri tistih 6 točkah Toronta, bi morala biti odločena. 3 minute do konca, 6 točk prednosti na domačem parketu. Ponavadi je to prednost, ki jo moštva zadržijo, ampak potem tisti timeout Nika Nursa, sicer Nika Nursa, ki je opravil odlično delo v tej seriji, to je treba priznati, ni ga strah eksperimentirati. No. Kot trenerja, kot drugi trenerja, mi je to zelo všeč. Mnoge bolj izkušene trenerje je strah. On pa recimo je poskušal z nekimi povsem nekonvencionalnimi obrambami, ki so se odlično obrestovale. Box and one, triangle and two, kombinirane cone na samo stepu, ko je v igri samo step, ali pa samo Clay, ko je v igri samo Clay, ali pa triangle in tu, kot sem že dejal, na obeh ali pa samo na enem. Skratka, zelo, zelo domiselne oblike obrambe, ki jih v NBA ligi preprosto ne vidimo. In tudi recimo rošade igralcev Van Vliet namesto Danija Greena na začetku drugega polčasa v 4. tekmi je bila poteza, ki se mu je obrestovala in ki je tudi na 5. tekmi poskušal. Ampak na koncu te 5. tekme pa mnogi sedaj pravijo, da tisti timeout, ki ga je vzel pri vodstvu, da je bila to napaka in da je morda tudi porušila Kawhijev ritem, ki je predtem rušil vse pred sabo. Dobesedno lastoročno je vrnil ekipo v igro, predtem ni dobro igral. Nato pa 4 zaporedni zadeti meti, 12 točk, potem pa tisti timeout Nursa in udarni dvojec Golden State Warriorsov, Klay Thompson in Steph Curry z res izjemno serijo trojk, s katero so na koncu prelomili na domačem parketu Toronto, stisnili obrambo, odigrali odlično obrambo, na koncu celo prelomna blokada Draymonda Greena, ki je bil povsod na parketu, prevzemil v eni obrambi, točno ve, kdaj pomagati. Ko govorimo o izjemnih obrambnih igralcih, seveda Draymond Green je eden izmed teh, ki ga lahko takoj omenimo. Čeprav ni odličen na žogi, ampak ko govorimo o pomaganju in prevzemanju, so pa njegovi instinkti brez primere, morda celo najboljši v celotni ligi, ampak že spet, topika za kdaj drugič. Skratka, tista zmaga, ki so jo Golden State Warriorsi pravzaprav ukradli na parketu Toronta, jih lahko dvigne tudi v tej tekmi, tako kot si ti sedaj povedal, Marko. Zadnja tekma bo to v njihovi dvorani, poleti se selijo v novo dvorano v San Francisco, zadnja tekma v legendarni Oracle areni, ki je videla verjetno največje uspehe tega moštva. Zagotovo takih uspehov, kot so jih v tej dvorani naredili, ne bodo ponovili, vsaj ne te isti igralci v novi dvorani. Ne verjamem, da bodo osvojili še 3 prstane v naslednjih 3-4 letih, ali pa 4, še vedno niso iz igre. Jaz se strinjam s tabo, da 6. tekmo bodo verjetno Warriorsi dobili samo na podlagi emocionalnega naboja, ampak
Ja, ko govorimo o poškodbah in če so jim v preteklih sezonah, v preteklih končnicah, konec koncev in tudi finalih, spomnimo se, prvi prstan so Warriorsi osvojili proti LeBronovim Cavaliersom, ki so v finalu bili brez Kyriea Irvinga in brez Kevina Lava. Drugi in tretji najboljši igralec Cavaliersov v tisti finalni seriji pri prvem prstanu Warriorsov sta bila Matthew Dellavedova in Mozgov. Dva igralca, ki sta na ta račun dobila ogromne pogodbe, vendar potem skoraj da nič igrala, ker sta seveda, ne bom rekel za nič, ampak preslaba, še posebej za pogodbe, ki sta jih dobila, močno preslaba, ampak na račun LeBrona sta obogatela in verjetno bi mu morala samo zaradi tega saj tako 3/4 pogodbe, da bodimo realni, najmanj ubadva. Mozgov je dobil 70 milijonov, pa nič igral, praktično nič, sedel na klopi pa gledal v zrak, ampak še spet Marko, druga tema. Tako da vse bo odvisno od tega, poškodbe diktirajo zadevo. Ne pozabimo, Klay Thompson je tudi poškodovan, je imel isto poškodbo kot Kevin Durant, ampak lažjo stopnjo, lažjo obliko te iste poškodbe. Tako da Kevon Looney, ki si ga pa omenil, pa pravzaprav zlomljeno ključnico igra. Roke desne skoraj ne more dvigati. In je herojsko, da tako stisne zobe, ampak je pa tudi res, da je v obrambi 80% Kevona Looneyja več vredno kot zdaj Bogut ali pa Boogie. Obramba pick and rolla teh dveh igralcev, kljub temu, da je Boogie odigral pomembno vlogo, recimo v napadu na 5. tekmi, dosegel pomembne koše, ampak mislim, obramba pick and rolla je pa praktično, ko pride do switcha, ko pride do menjave, prevzemanja pri bloku, lahko kar vknjižiš 2 točki, ne glede na to, kdo je tisti ball handler, kdo igra žogo in na komu ostane, seveda Boogie. Veš, da se bo napad končal z 2 točkama ali pa 3. Matej, kar se tiče poškodb, mislim, da se jim vrača vse za nazaj, kar so porabili svoje sreči pri prvem naslovu, ne samo v finalu, tudi proti Memphisu se je poškodoval Mike Conley, proti Houstonu se je poškodoval Beverly, ki bi mogel skrbeti za Curryja. Takrat so imeli kar srečo, ampak dobro, ne bomo rekli, da se niso zaslužili daleč od tega. Če bodo pa zdaj z vsemi temi poškodbami osvojili naslov, pa mislim, da ne bo nobenega, ki bi rekel, da so po sreči osvojili kak naslov v preteklosti. Postranski dvoboj, ki smo ga že omenjali v teh podcastih ob spremljanju finala, s tem sem tudi na nek način začel, s tisto zgodbo Kawhiju in Durantu. In zdaj lahko s tem morda tudi končava, namreč kdo je tisti obraz lige, kdo bo naslednik zdaj LeBrona in Duranta, Kawhi ali Steph? Tudi to je morda odgovor, ki ga bomo dobili, če Kawhi zmaga na koncu. Za njim je izjemna končnica. Eden od samo 6 igralcev v zgodovini košarke, v zgodovini NBA lige, ki je v končnici dosegal vsaj 700 točk. Preostala peterica, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Allen Iverson, LeBron James. LeBron James, kot sem že dejal, lani drugi po številu doseženih točk v končnici za Michaelom Jordanom. In letos sedaj še Kawhi Leonard, kot eden izmed samo 6 igralcev, ki so v eni končnici dosegli vsaj 700 točk. Če to krona zmago in naslovom, bo on tisti obraz lige, kljub temu, da je igralec, ki je verjetno najmanj primeren za nekoga, da je zaradi njegove seveda rezerviranosti, ker se nikoli ne pojavlja v medijih, ker sploh ne daje intervjujev, kakršnikoli intervjujev, njega na nobenih tistih zabavnih oddajah, šovih, nikjer ga ne vidite, nič ne promovira, ker je izjemno, in to sva že govorila, rezerviran, tih, ne je 3,5% medijev, če temu tako rečemo, in družbenih medijev in tega, kaj si o njemu mislite. Njemu je samo važna družina, prijatelji, košarka. In to je tudi tisto, zaradi česar je postal tako dober, kljub temu, da v zgodnjih letih niti približno ni kazal potenciala, da postane recimo top 3 ali pa celo najboljši igralec lige. Na drugi strani pa Steph Curry. Če on popelje Warriorse do naslova, če jih popelje do naslova s takim preobratom, potem Steph Curry 2-krat MVP, najboljši strelec vseh časov, MVP finala še ni bil, v tem primeru bi to seveda postal. To smo pa tudi že govorili. Nikoli nismo nanj gledali kot recimo na, vsaj ne še v tem trenutku, na top 10 igralcev vseh časov, top 15, morda celo ne top 20 igralcev vseh časov.
Preprosto zaradi tega, seveda, ker v obrambi ni dovolj dober. Vsi ti igralci, ti najboljši, so ponavadi tisti igralci, ki so elitni, ki so top 1, top 2, top 3 na obeh straneh parketa. Jordan, LeBron, Kobe, da ne bom zdaj seveda našteval najboljših igralcev vseh časov, ampak vsi ti igralci so bili odlični na obeh straneh parketa. Tudi recimo kakšen Larry Bird, ki ni bil hiter, eksploziven, ampak je bil izjemno pameten in je bil dober obrambni igralec. Step, to je še vedno bila njegova šibkost, čeprav tudi v letošnjem finalu grize. Grize kot žival, bori se in ni taka luknja, kot je bil morda v prejšnjih finalih, ko je bila to res ena taka zelo očitna slabost. Tudi tukaj je Step naredil korak naprej, čeprav še vedno dela neumnosti. Prav zanimivo je, da nekdo, ki je tako pameten v napadu, nekdo, ki je tako talentiran napadalni igralec, lahko naredi kakšno tako neumnost, za razliko od Draymonda, ki natančno ve, kdaj pomagati, kdaj prevzemati, kdaj dublirati. Vse to natančno ve, časovno njegovi instinkti obrambni so povsem na mestu. Na drugi strani Step, tudi v tej finalni seriji lahko izpostavimo kar nekaj primerov, kjer je res trdil neumno, šel pomagati, tam, kjer ni bilo treba pomagati, pustil svojega igralca samega in bum, pade trica od tega igralca, ki ga je pustil samega. Take napake še vedno dela, ampak manj v tem finalu, in če popelje to moštvo na koncu do finala, kljub tem obrambnim pomanjkljivostim, se bo verjetno lansiral med top 10 igralcev vseh časov, Marko? Je to možno, da rečemo za Stepa 5 let nazaj, da bi nekdo rekel ti, Steph Curry bo top 10 igralcev vseh časov, kaj bi mu ti rekel, Marko? Ja, takrat bi mu zmeril vročino, zdaj pa bi mi rekel, da se bodo mnenja kresala, predvsem zato, ker je on dosti bolj ekipni igralec kot recimo tisti, ki so pred njim na top lestvici vseh časov. Ekipni v tem smislu, da je verjetno eden izmed tistih playmakerjev, ki je igra najmanj žogo v roki, če ga primeriš recimo z Irvingom, ali pa LeBronom, ali pa še posebej Hardenom. Dosti teče okoli blokov in v bistvu te točke se porazdelijo Thompsonu, Durantu in drugim soigralcem in on ni nikoli rabil pokazati tako dominantne predstave, kot jih je mogel LeBron pa Harden. Ampak ko je igral brez Thompsona, je pa dal 47 točk in če bi igral brez Thompsona celo serijo in imel poprečju po 40-45 točk, bi verjetno malo drugače gledali na njega. Nedvomno o tem, kako bomo gledali na njega po tej seriji, kako bomo gledali na Kawaja, kako bomo gledali na vse ostale igralce, ostale izjemne igralce in vse teme, ki sem jih že napovedal. Pa v prihodnjih podcastih, Marko, vidim, da je ura že toliko, da se ti že mudi. Meni tudi, če želim ta podcast objaviti še ob doglednem času, tako da se ti res zahvaljujem, da si lahko zdaj na hitro vzel čas in se slišiva ob priliki zopet ob kakšni naslednji analizi. Anada. Tako je. Hvala, Matej, še enkrat, da si me povabil na podcast. Pozdravljam vse poslušalce in se slišimo. Adijo. Aj.